Evo mene celi svet. Veliki Draški vrh je ful velik, pa ful je drag, pa v bistvu je kar vrh. Kje je to? Od Pokljuke, od Rudnega polja, koliko? Točno 2 uri pa 10 minut čez Studarski preval, od Studarskega prevala približno 40 minut. Pot ni posebej zahtevna, edini problem je, da pač se zelo hitro fali. Pri Studarskem prevalu je treba iti desno, ampak ne čisto desno, drugo desno. V bistvu ni nič označen, kar je problem. Skratka, ne čisto desno, ker se gre proti Srenskem prevalu, kar je narobe. Potem gre malo gor, pa naravnost, pa spet malo gor, pa tako naprej. Kaj je še problem? Da ni nič označen. Ni planinskih označb. Je pa res, da se steza vidi, kjer se pa ne vidi, se pa vidijo tile možički, kakor je tale naprej in podobni, tako da se je v bistvu zelo težko izgubiti, če je sonce, če je pa megla ali pa sneg, pa pač ne moš najti. To je to za ta denar. Spodaj sem videl gamse ali muflone, nekaj takega. Srne niso bile, pa tigri tudi ne. Zdaj tam naprej je kaj? Tosc, pol je Vodnikova koča, pol se gre na Triglav, pa tako naprej. Ampak jaz sem obrnil, pol šel lepo nazaj, pa pol še kam drugam. Priporočena oprema. Pozimi nič, ker se ne splača tukaj hoditi, ker se boš izgubil. Poleti tudi nič, ker pač ni treba. Nikjer ti ne bo noben kamen padel na glavo. Zelo, zelo majhna verjetnost je za to. Tako da, samo fajn je iti čim bolj zgodaj zjutraj, da ni prevroče. To je pa to. Razgled pa itak čudovit. Zdaj tlele naprej se gre pol še na po mojem mali Srenski vrh, ampak zato je pa treba že imeti kakšno opremo, ker je že na pol ferata, tako da danes ne grem. Kot rečeno, primerno za ljudi, pse, mačke ne, ker niso za hoditi. Ni veliko tigrov, kakor sem opazil. Živali pa pač kavke, mufloni, pa mogoče kak medved, ampak zdaj ga ni, tako da bomo videli, kaj še bo. Lahko da je kje skrit za kakim grmom. Evo, to je pa kavka. Samo čaka, da padem, da me zadane kap in me požre. Strašno nevarne ptice. Tere so igrale v ptičih, tako da so že zelo stare, ampak še zmeraj letijo.